Ja, ne bom rekel, da sem bil prav takoj čist 100% zagovornik tega arbitražnega sporazuma, ampak to vse do točke, dokler ga nisem prebral. In še nekaj je bilo pomembno, prisluhnil sem argumentov nasprotnikov arbitražnega sporazuma. In če v njem v točki 3b piše, da arbitri morajo določiti stik Slovenije z odprtim morjem, so oni res v velikih težavah, ker morajo iz tega stavka ustvariti neko mnenje, ki naj bi ga javnost razumela, kot da bomo Slovenci izgubili morje in prodali državo in ostali brez Luke Koper in tako naprej. Točka 3b piše, stik z odprtim morjem mora biti za Slovenijo določen. Ena izmed točk je tudi, da ne bodo upoštevana nobena enostranska določila ali pa pogodbe ali pa ne vem kaj po letu 90. In zdaj, ne vem, nasprotniki operirajo z nekimi skicami, kjer not kao je določeno, kaj danes Slovenija ima in kaj vse bo izgubila. Gre pa za ekološko ribolovno cono, ki je bila določena kot odgovor na hrvaško ekološko ribolovno cono in dejansko v predlogu sporazuma o arbitraži piše, da to nima nikakršne veljave. Nobena enostranska pogodba ali pa listina Slovenije ali pa Hrvaške nima nobene teže. No in po drugi ali pa celo tretji strani, če tri strani kdaj obstajajo, ko govorimo, kaj vse smo takrat pred 20 leti imeli, nič hudega, to so samo argumenti za arbitre, da se bodo arbitri lažje odločili. In vse to me navaja k dejstvu, da zelo merno glasujem za arbitražni sporazum.